Ko razmišljamo o psihologiji blagostanja ljudi, je koristno nekaj časa nameniti vpogledu v dejavnike, ki blagostanja ne povečujejo, temveč ga, ravno nasprotno, ovirajo, zmanjšujejo ali celo povsem onemogočajo. In kot vselej je koristno imeti pri sebi kakšno dobro knjigo. Ko govorimo o dejavnikih, ki zmanjšujejo človekovo blagostanje, govorimo tudi in zlasti o odvisnostih. Ko govorimo o odvisnostih, mislimo na vedenje ljudi, ki zmanjšuje njihovo blagostanje, vendar ga ne morejo spremeniti niti tedaj, ko si tega močno želijo. Prva taka odvisnost je alkoholizem. Ljudje uživajo alkohol, ko se družijo, včasih ga uživajo zato, da se družijo, uživajo ga, ko kaj proslavljajo ali pa takrat, ko se želijo sprostiti. Težko sprejmejo, da so odvisni od alkohola, alkoholizem zanikajo celo tedaj, ko so objektivno dokazano odvisni od alkohola in ko alkoholizem zmanjšuje njihovo blagostanje. Psihologi so odkrili 5 tipičnih vzorcev vedenja in delovanja ljudi, ki so povezani z alkoholizmom. Prvi tipični osebnostni vzorec, povezan z alkoholizmom, prepoznamo pri nezreli osebnosti. To je impulzivna osebnost, izrazito usmerjena k sebi oziroma vase, osebnost, ki ima skromne, revne, nekakovostne odnose z drugimi ljudmi. Za tako osebnost upravičeno pravimo, da se skuša z alkoholom umikati iz realnosti, ker je zanjo preprosto preveč zahtevna, obremenjujoča in neznosna. Drugi tipični vzorec je značilen za samozadovoljno osebnost. To je osebnost, ki v življenju težko prenaša, da ne more zadovoljevati svojih želja tako, kot si predstavlja. To je osebnost, ki je pogosto frustrirana, vznemirjena, nezadovoljna in čuti veliko nelagodja, vse to pa skuša zmanjševati z alkoholom. Samozadovoljna osebnost sicer daje vtis zadovoljnega človeka, vendar globoko v sebi ve, da je tak vtis popolnoma zlagan. Tretji tipični vzorec prepoznavamo pri ljudeh s spolnimi težavami. To so ljudje, ki skušajo inhibirati, blokirati svoja spolna nagnjenja, svoje fantazije, svoje spolne želje, med katerimi so nekatere problematične skozi in skozi. Z alkoholom pa se opogumljajo, da bi jih morda vendarle na nek način zadovoljili. Četrti tipični osebnostni vzorec je značilen za samokaznovalno osebnost. To je osebnost, ki poskuša blokirati svoja čustva, zlasti močna čustva, kot sta jeza in napadalnost, vendar so vsi taki poskusi bolj ali manj neuspešni. Alkohol sprošča tako blokirana čustva, zato je samokaznovalna osebnost pod vplivom alkohola predvsem jezna, agresivna in napadalna. Peti tipični osebnostni vzorec, povezan z alkoholizmom, je značilen za ljudi, ki so dlje časa pod stresom. Ker alkohol sprošča, so pod njegovim vplivom socialno pogumnejši, so veseli, so sproščeni, zato jih drugi ljudje sprejemajo kot veseljake, ki so dobrodošli v družbi, ker vanjo vnašajo veselje, smeh in zadovoljstvo. V nadaljevanju spregovorim še o drugih oblikah odvisnosti, ki zmanjšujejo človekovo blagostanje.